Slovenija je edina država na svetu, ki je vsem ponudila državljanstvo v času svoje osamosvojitve. Edino, kar je bilo treba storiti, je bilo dati vlogo, stala je ubogih $600 in s tem izraziti voljo, zato da postaneš državljan nove države. Danes, kot veste, je vladajoča koalicija uresničila napoved, ki jo je dal gospod Vajgl v Beogradu, vsaj prvi del te napovedi, in je začela izdajati odločbe vsem po vrsti. In sicer tisti, ki so ravnali skladno s takratno zakonodajo, bodo sedaj porinjeni v položaj, ko bodo morali kot davkoplačevalci plačevati za izdajanje odločb, za sodne procese in, kot se je pokazalo zdaj že v enem primeru, tudi za odškodnine. Kajti gre za vprašanje odgovornosti do slovenskih državljank in državljanov, ki bodo v končni fazi napake, težko popravljive ali celo nepopravljive napake obstoječe koalicije izjemno drago plačevali. Samo en način je po oceni SDS, ki lahko to situacijo ustrezno reši, ki ga ponovno ponujamo v premislek in ki smo ga pred približno 20 minutami vložili v Državni zbor. Gre za ustavni zakon o uresničevanju odločbe, s katerim lahko vzpostavimo ustrezno pravno osnovo, da se vse primere brez izjeme obravnava na pravno enak način, po enakih merilih, in da se seveda lahko zagotovi neizpodbojna omejitev oziroma izključitev odškodnin. Ta predlog ustavnega zakona je po vsebini enak tistemu, ki smo ga že predložili v času prejšnje vlade. Gre za načela, od katerih, kot smo rekli, samo v dveh primerih ne bomo odstopili. Da se vsak primer obravnava posebej, individualno torej, in po drugi strani, da se vnaprej izločijo tisti, ki so Slovenijo napadli z orožjem, torej agresorji. Vse ostalo, kar je v tem ustavnem zakonu, je po našem trdnem prepričanju lahko predmet pogajanj, iskanja kompromisa in dogovora. K takemu ravnanju so pozvali nekoč mnogi ugledni ustavni pravniki, ki so prav to načelo, ta pristop ocenili kot edini ustrezen. Njemu je nekoč pozval tudi nekdanji predsednik Državnega zbora, to je bil gospod Borut Pahor, in k njemu je pozval tudi pokojni predsednik države, dr. Janez Drnovšek. Zato smo danes vložili tudi interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve, gospe Katarine Kresal. In sicer ji očitamo predvsem 4 točke. To je neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije in zlorabo ministrstva za politične namene, popolno ignoriranje izidov referenduma o tehničnem zakonu o tako imenovanih izbrisanih, potem očitamo ustvarjanje neenakosti pred zakonom. Fazi, kar pa je seveda tisto, kar je za državljanke in državljane Republike Slovenije najhujše in najbolj usodno, pa očitamo gospe Kresalovi, da s svojim ravnanjem očitno ogroža sistem javnih financ, vključno z uresničevanjem socialnih dobrin, šole, vrtci, zdravstvo, ter investicijami in plačanjem vseh, ki so vezani na sistem proračuna, to zaradi tega lahko miselnega ravnanja in sprenevedanja v zvezi s odškodninami za tako imenovanje izbrisane. Ob tem opozarjamo še enkrat na to, da že samo tista vsota, ki je bila dosvojena gospodu Todoroviću, pomnožena s številom tako imenovanih izbrisanih, znese krepko več kot 400 milijonov evrov. Če prištejemo še sodne stroške odstotkov preko vseh instanc, bo to zagotovo bistveno presegalo $500 milijarde evrov. In ob tem tako ravna vlada, ki hkrati napoveduje zniževanje plač vsem zaposlenim. Vlada, ki hkrati napoveduje daljšanje vrst na zavodih za zaposlovanje. Vlada, ki hkrati odreka upokojencem že obljubljene v predvolilnem obdobju povišanja oziroma posebne dodatke. In to v SDS ne sprejemamo. To v SDS zavračamo in zato predlagamo Državnemu zboru, da gospod Kresalovo razreši.